The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Na kameri si v redu, ampak uživo pa ne. Imaš to en Photoshop tam naštiman. Ja, valjda, da lep zgledam na kameri. Vse je to, ja. Drugače si malo bolj čuden, no. Čuden sem po mojem tudi na kameri. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes Pariz-Roubaix, logično. Petra bo še malo povedala, kaj je bila na maratonu zdaj istrskem. Pol imamo Amstel Gold Race, kaj je naslednja tale, ko se že reče? Klasika. Ja, klasika, ta Monument. Aha, je Amstel tudi? Ja. Ja. Pol pa, ne vem, boš kaj o Baskiji povedala. Jaz nekaj sem gledal, nisem bil prav pozoren, vem, da je Almeida zmagal. To tudi jaz vem. Nisem... Ja, prejšnji teden sva zafrkala, ko sva mislila, da je Ayuso Almeida. Ja, malo sva vse pobrkala. Zgledam, ben ni opazil, ker ni noben spodaj komentiral, ampak ja, sem malo zafrkala. Tako da, grejo kar najprej na Pariz-Roubaix ali grejo najprej na istrski maraton? Ja, kakor češ. Grejo, daj, istrski maraton. Vrstni red je bil tak. Petra je zmagala v svoji kategoriji, tako da, bravo Petra. In za nagrado je že dubla od Approveda kolesarske hlače je Mersat kupil, tako da tisti, ki še nimate ta novih hlač, pridite sprobati, ker so res hude. Ja, jaz sem vozila izdele. Res dobre je spadal. Dobre so, tako hlače so dobre, no. Ja. Ful. Meni je všeč pena je tudi drugačna. A se ti zdi, da je malo drugače postavljena? Ja. Meni se zdi, da mi lepš nariti stoji, da lepš paše tja, tako kot jaz sedim, tudi, ko se usedeš, nasedeš, načutiš nič več. Se mi zdi, da tam malo... Dobro, res je, da smo že čim hlače nosiš en cajt, se pena drugačna, ne? Zdaj, kaj nova je tudi drugača, ne? Ampak ful se lepo usede, ja. Mogoče je zdaj tudi ta šiv, da je okej drugač postav, kaj je mečkan tam drugač šivan vse skupaj. Meni so ful dobre. Meni se zdi, kukor da je pena za moj rit lepš pozicionirana. Ja, mogoče je tudi malo, ko je bila malo manjša, ali kaj, bolj tako lepo pride, no. Ja. Ne, no, povej, koliko si trpela, meni si že povedala, puls povprečen, čez 2 ure dobro je bil, koliko? 2 uri 20 je bil moj čas, no 2 uri 21 in povprečen puls sem imela 167. Koliko je to kilometrov? To je 80 kilometrov je bilo. Res, da je to sam klanc, pa še spusti, ki so taki, da moraš tudi malo delati na njemu, no. Noben spust ni tak, da bi se kar spustil, pa ful nadihu lahko med njemu vmes, da bi se kar lahko spočil. Potem še v tej dolini Mirne je bil kontraveter, čeprav smo imeli kar dobro, moram reči, da sem kar v dobro skupino padla, ker so bili fantje pripravljeni delati in so skozi dirkali od začetka do konca. Ko da ni bilo nobenega tistega popuščanja, kar se je recimo lani na Franji dogajalo v grupi, ker ni bilo nobenega, da bi vlekel, pa je šlo od začetka do konca na polno res. Dobro se mi je ratal postaviti, malo sem bila najprej tako, ta moj strah, ampak sem ga ful hitro dala stran. In sem res začela že uživati v dirkanju praktično od samega začetka, tako da ne vem. Bolj sem upala, mogoče pa jaz da me na avto tako prijel, ampak nič to zdaj ne pomeni, da bi ful imela željo spet, ker že jutri na eno dirko. Tako da, ampak ja, je pa dober red mogoče tisti, ki ne dirkajo, pa grejo na Franjo, pa bi na Franji radi nek rezultat dosegli, se mi vsem zdi fajn jeti prej na kakšno dirko še pred Franjo. Če si, ker Franja je res hektična, kakorkoli gledaš in ko ti na enih takih dirkah malo pridobivaš na samozavesti, lažje lahko malo potreniraš to komovčkanje v štartu in ti pol tam mogoče lažje, no. Ampak se pravi, za tiste, ki grejo na rezultat, zdaj ne govorim, ker Franjo nekateri res hodijo samo mogoče malo bolj uživati, tako da ne bo zdaj kdo narobe razumel, pa misli, da se mora komovčkati nujno. Ja, pa dobro je tudi na kakšno rundo ići zaradi tega, da se to brzino dobi. Tudi runde so ena dobra taka stvar, definitivno sploh taka runda, ki ti zahteva več, kakor si ti mogoče
da greš malo v te rdeče številke tudi na rundah. Tako da Ja. Meni se zdi, da sem letos ful hiter prišel tako noter. Ajde, je res, da vam zdaj že dobre 2000 km. V bistvu letos sem že to kilometrov, kot sem imel lano celi sezoni. Ja, pa sej ti, veš, ti kolesar ste v življenju v bistvu. In je pač ti to noge imajo, delajo, ti pa sam rabaš še pol glavo, pa vse skupaj. Ja, sam je bil glih, vi ste imeli, v soboto je bil maraton, ne? Ja. No, jaz sem šel v soboto, sem šel pa ta krog, veš, ko smo ga šli enkrat na Rakitno, Cerkanca. Ja, se to imamo v planu zdaj za naslednji velo izlet nekako. In ko sem prišel na vrh Rakitne, sem bil čist gotov. Še tako, ne vem, če gospod spremlja ali ne, en gospod je pred mano isti cajt sva štartala gor na Rakitno. Jaz sem šel takoj od spodaj, sem šel pa čist na easy, nisem pretiral pod 300 vatov. In se mi je odpeljal, ne? Tako da ga že nisem več videl, tam na sredini ga že ni bilo več. In pa kar naenkrat tam, veš, kad zgori se pa Rakitna se malo poravna, ne? Ja, skozi se malo poravnava, malo zateguje. Mislim, 5% je mogoče klanca, ni neki tazga, ni toliko strmo, kot spodnjo. Ja. Jaz pa tam sem se pa ful dobro počutil in je začel, po moje sem se vozil 20 plus na ne vem, zame se mi je zdaj dobar. In pa sem ga tik pred vrhom, sem ga glih prehitil, pa ujel v prehitu. In pol, pa še, veš, ko prideš ti ime Munga jezerčka, ne, je še malo. Še 2 kilometra, mislim, da tam. No, in tam kar naenkrat mene so začele noge peč. Se spustim dol v Cerkanco, jaz sem bil tako prav, sem rekel, fuck, pa sem imel pa tam še kontra vetra neki, sem rekel, fuck, ko me zdaj to do Ljubljane prišel, res sem bil tako mal bogi, pa sem se pa vstavil v Rakeku na nek mola, kvaj sem pumpi, tam se nafilam, grem naprej, ko sem prišel že vmes do Logatca, ki je mal dola, ne, skozi. Skoro naenkrat se je začelo vse dobro vrteti, pol tam v Logatcu sem imel spet mal kontra veter, pa sem šel pa na to, ta glavno. Ja. Ta stara cesta. To me pa sam kontra veter začel leteti in do Ljubljane, po moje sem ga letel, nimam kilometrov, nisem vedel, ampak tako po feelingu, ko sem obračal 300 vatov, skoraj da ne, celo pot do Ljubljane. Ja, pa smo veter urit. Ja, to me pa lete. Personal besti so kar tako od tam, ko se je obrnil. Ja, če imaš dober veter, pa je pa res, da ta ogrevanje je ful pomemben, koliko se prej ogreješ, preden tudi na Klanska greš, pa da ga natišiš, pa vse skupaj. Pa sej nisem šel, pa tudi res pa je, da sem imel kle kontra, ne, do Rakitne in sem bil moje že tam malo tako bogi. Vse malo samega sebe človek čuti. Ampak pol na koncu sem imel 30 poprečno, tako da sem bil kar zadovoljen. Za solo sem kar rekel, da je bila kar kljukca, tako da sem bil čisto vesel, pa sem šel pa še včeraj, ker sem rekel, ok, zdaj se grem pa razpeljati, sem šel pa eno ravninsko, ampak me je kar runo, ker sem sam, da sem čutil, da so 2 minute dobre nokce, sem spet mal. Ja, sem to je, ne vem, če je to glih, ne, se vam itak. Jaz sem tudi, moram reči, da zdaj le po dirki, a ne, tukaj spet zdaj moram pohvaliti pač to prehrano, jaz drugega ne vidim, kaj bi bil lahko razlog, glede na to, da če nekdo, kako kolesar ve, kaj pomeni 167 med pulza 2 uri 20, ne, pol se nisem glih za sebe počas vozila, tudi vati so bili zelo, zelo, zelo veliki, sploh na Klance sem, moram reči, da kar se vozila z vati s temi svojega FTP-ja, ne, tako da in pol po sami, tudi v cilju, mislim, jaz sem se filala, jedla vse tako, kar mi je Blaž naročil, tudi jaz moram reči, da en dan prej mi je šlo reži, kar slabo mi je bilo že zvečer, res tako, zjutraj tudi nisem mogla pojesti čist toliko, kar sem imela, tako da sem malo manj pojedla, nisem mogla, ker mi je bilo že slabo. In ja, in pol, ko sem prišla tam v cilj, že prej mi je bilo ful težko, pa vse, pa do cilja, pa tudi šprint nares še pol do konca, ampak tam v cilju pol kar naenkrat, pa tam sem imel banano, sem pojedla štrudel jabučni, Coca-Colo, kavico, jaz sem bila kanova, pa sem se še pelala s kolesom 8 km do apartmaja in tudi naslednji dan noge, nisem niti žeta, nisem bila, niti tako fizično, nič. Vse hrana je definitivno. Ja, tudi moram reči, da tudi vedno pravijo po urinu, a ne se vidiš, koliko si jedel, pa pil, pa vse pravilno, nobenega oranžnega, nič, vse je res tako
No, sem bila prav presenečena. No. Res pa je, da ni dirka, ne, vse 2 uri 20 ali pa če si 3-4 ure, tudi te razlika. Čeprav, jaz pa moram reči, pismo težko, ko sem 3 ure plus na kolesu, da nimam oranžnega urina. Je že kar čudež. Ja, se pravi, jaz se držim tako, kot mi je rekel Blaž, zvečer je spat z prozornim. Se pravi, že en dan prej se res sem pila, res sem to kar vodo, nič ne kompliciram z nobenimi več elektroliti, ničesar voda, največ vodo. In tako da že en dan prej in tudi pred štartom, že zjutraj, sem pač tist popila, zihar že 1 liter vode. In tudi pol med samo dirko niti sem popila pač 2 bidona, čist pač enega na uro, nič posebenega. Tam eno vodo sem gor zagrabila na Oprtalju, ki so imeli kar dobre podajače, moram reči, da organizacija je pa vrhunska, no. Tako zelo dober narejen, folk tak, moram reči, da super, no. Tako vse krasno. Okay. Tako da nimam kaj, tako da če ima kdo kakšne želje po dobri kvalitetni dirki, je ta Gran Fondo Istra sigurno tak en dober začetek. Sigurno tudi 1000 ljudi, ne, ni to malo. Tako da kar. Ja, da veste, da jih greja, kar mi da na Pariz Roubaix, to, kar se je to smo pa itak včeraj govorili zdaj že zadnji mesec. Ja, se mi da smo včeraj letela iz Umaga potem domov hiter in smo prišla kle v lokal, glihta prav cajt, tam bene 2:30 in smo kle gledali, moram reči, da je bil kar poln lokal in ja, pač smola. Mi smo bili se pravi kar dober vzdušje, tako kad gledaš malo več ljudi skupaj, drugače če doma sam gledaš, ne, in je bilo kar, smo bili vsi kar šokirani, smrtna tišina, par sekund, pa smo probali navijati, se drali, da sam nekako, ne vem, se je že meni kar od začetka zdel, takoj, ki je bil ta zaostank, da ne vem, jaz sem rekel, da ga ne več ujel, no. Kle so bili sicer fantje, so bili bolj optimistični, pa so pravili, da ga bo, ampak ne vem. Jaz mislim, da tudi, če bi ga počakal oziroma če bi ga ujel, ga ne bi mogel prehteti. No, če bi ga čakal, bi bilo neumen od Van der Pola, da bi ga čakal, ker to je bila največja budalaščina, ki bi lahko naredil. Da ne bi šel v smrt, a ne naprej. Overall, pač problem pri Pogačarju je, da tehnično je, pa se ne samo za Pogačarja, tudi proti večini tekmovalcem, je Van der Poel tehnično dosti bolj sposoben, sploh če, ne vem, tisti, ki ste bili pozorni, kako je pelil vinke čez te tlakovane, a ne, ceste, je pač, to je pri dubu, že iz ovinka ven je moč pri šparu. In jaz lahko sam rečem vsaka čast Pogačarju, kada je prišel v tej zasedbi. Pa se to mislim, da vala iz vseh strani, vseh danes komentarjev in vsega, vsi vemo, da to, kar je dosegel, je bilo noro, ja. Ampak jaz še vedno pravim, da pač zdaj ne moramo vedeti, kaj bi bilo, če se ne bi to zgodil, ta padec. Jaz še vedno pravim, da je imel šanse, bilo je še kar od tega paca naprej sta bila še 2 ta najvišjega ranga sektorja s kockami, a ne. Tudi Van der Poel mu ni z lahkoto preklapljal takrat, ko je Pogačar navijal, a ne. Zdaj, te paci so, pri pacih je znano, da ti, vsi vemo, da takrat adrenalin ful naraste in ti pobere ogromno energije, ne, več, kakor lahko kakšen klanc ti vzame. In je kle, mislim, da tudi, mogoče je bilo tudi malo nervoze, ker pol še ketne in dol padla in ni imel in mislim, da je on kle tako pač telesno ta stres ogromno naredil, da je tudi potem enostavno malo zgubil na moči, ampak kaj bi se pa zgodil, če bi ne bi tam padel, no? Bianche zgubil, če bilo to. Sam to je bilo drugače, tam je on vedel, da bo drugače je počutil, Kleje pa točno čutil tudi, da enostavno ni mogel, se je sam pol dobro izjavo dal, da je prišel, da več kot na 15 sekund se mu enostavno ni mogel več približati, ne. Ja, se to so komentatorji na TV-ju so dobro rekli, da je mogel bi dobiti še glih enih par sekund, da bi se priključil zadnji tem avtom, ne, ker pol čez avte bi pol lažji prišel iza veterja, ne, bi lažji prišel do Van der Poela, ker mislim, da so bila 2 ali 3 avti so bili za Van der Poelom. Tako da to. Jaz pravim vsem, tako kot je odpeljal, ni božga zdaj noro, sam pač mislim, da je njemu itak je zdaj najbolj hudo njemu, to sem prepričana, zato ker on je po moje vesel pa ponosen, ker
Jaz mislim, da mu je kar hudo zaradi tega, ker veš, pa ne hudo zdaj, da bo zdaj zabederil, ne vem kaj, ampak najhujši je, če še zraven veš, da si sam zafrknil. Drugo je, če bi se ne vem kaj zgodil, da imaš neki, vse sam veš kako je, če sam zajebeš, si še toliko balezano. Saj mislim, da večina športnikov nas je takih, da vsem, če imaš lahko možnost, če se lahko na nekaj izgovoriš, je vsem lažji, kakor če se nimaš na kaj izgovoriti. In jaz mislim, da se mu je kar malo poznal, da je bil malo žalosten. Jaz mislim, da se mu je poznal, da je dal 120% ja, se so dali vsi sebe. v bistvu. Sej, če tako gledaš, nobeden od njih ni prišel spočit, pa juhuhu, pa gremo zdaj še malo ga plesati. Mislim, da so bili vsi, so dali do konca vse od sebe. V intervjuju po dirki je povedal, da v primerjavi s svetovnim, da svetovno je bilo več teh šprintov krajših, da je bilo treba narediti, klej je bilo pa tako effort čez celo dirko, da je bil dosti večji in če gleda, koliko je porabil energije na Parizu-Roubaixu, je to največ energije to je povedal, tukaj porabil. Da je imel nore vate, ja jasno, on je klej mogel na teh kockah držati, ne? In lažje je nekje na klanc držati večje vate, kakor pa jih držati poravnama. Za njega vat na kilo je dosti lažje držati, kakor pa same vate. On je kle mogel, glede na to, koliko je suh, vsi so 10 kil praktično težji od njega. Ja, in je mogel, ampak je pokazal, da se da, no, in jaz mislim, da je pa res lahko, tako, da on lahko, tako, jaz mislim, da tako je rekel, prvič je tudi bil zdaj na Parizu na tak način in verjetno je zdaj tudi malo videl vse skupaj, kako zgleda in drug let bo, jaz sem pripričana, da se bo drug let vrnil drugačno, mogoče bo še kaj potreniral, kakšne druge veščine, da mu bo mogoče lažje v kakšnih ovinkih, čeprav mislim, da je on, tako kot je tudi dejansko rekel, da je spregledal dejansko ovinkno, ker da so stali tam neki motorji in da ni imel občutka, da je ovink in je pač ni predvidel, da je ovink sploh. In če je zdaj res to tako, kot je dejansko zgledal, ker je šel res šel kar naravnost, potem pač jebi ga. Ne moreš si pomagati, tukaj nimaš jaz. Je pa res, da jaz saj pri sebi vem, da če jaz nekaj zafrknem, mi je veliko težje in sem veliko bolj jezna nase, kakor če pač se nekaj zgodi zaradi nekih drugih zunanjih vplivov, karkoli da je. Mislim, jaz bom tako rekel, jaz mislim, da se zaveda, da je takrat hotel dati vse od sebe in je pač ta splet okoliščin, tako da jaz po moje mislim, da bi se prav orang sekiral, se po moje, ne no. Vse se ne sme, ne se mora iti naprej, se zdaj ima nove dirke, ga čakajo, tako da že ta vikend. Ja, tako da se bojo lahko spet zdaj dajali. Verjetno bojo pa to kar ena in isti, ne. Ja, zdaj ni, zdaj praktično Van Aert je od teh, jaz sem si zapisal, ampak bova šla pol še naprej na Amstel, greva najprej še Pariz-Roubaix do konca, ka tehnične težave imeli, tako meni je najbolj žal Pedersena, ker če Pedersenu takrat ne bi počela guma, po moje, mislim, jaz bi upustal, da bi on zmagal, če mu v unmu momentu ne bi počel. Jaz sem pa 100%, da ne bi on zmagal. Ja, no. No, ne. Sem tako, moje mnenje, no. Ja, mislim, močen je definitivno bil bolj, kukor, za moje pojme, kukor Pogačar, zdaj z Van der Poelom. To se pravi, zdaj verjetno bi ujel. Ne, če mu ne bi počel, bi bili tak skupne. Tako da to. Se bolj me zanima, si kaj videla kolesa, kaj je bilo kaj posebenega, tega si kaj pogledala? Ne, če povem po pravici, niti nisem nekaj prav gledala, ker tudi danes še nisem imela časa kaj brskati po spletu, kaj se kaj dogajalo. Ampak zdaj prav, da bi bilo nekaj noro, ne vem. A ženske si gledala? Ja, ženske sem gledala, pa zdaj verjetno so imeli tudi moški, zdaj dosti jih je imeli te zračnice, ki se na pritisk, sploh Vizma, vem, da jih ima sigurno, pa še kdo, ki se same polnajo, a ne glede na pritisk. Tako da to je ena od teh stvari, ki so pač Ne zračnice, ampak v pesti je zrak. Se pravi, v pesti, v pesti je zrak in pač regulira pač pritiskane. Tako da to so neke ene take stvari, to sem videla. Pri ženskah
je zmagala ta od Vizme, a ne, Pavlin. Ona je drugače MTB-ovka, tako da je tudi pač mogoče bilo tukaj malo za pričakovati, da se bo to tako šlo. Ne vem pa točno čist, kaj se je dogajalo z ostalimi puncami prej. Ker ona je skočila in se je odpeljala in zdaj ne, so bile noter vse tudi tam ustale, se pravi, da dejansko. Koliko je bilo pa do konca, se ni bilo dolg. Ona je bila to par kilometrov. 20-30 kilometrov. Mislim, da do konca, da je skočila. Sam je bilo fora, da so vsi čakali, da bo ta te dve iz SD Worksa, ki je bila Vibesova, ne, pa še Kopekjeva je bila noter in Kopekjeva je dala vse od sebe in je tam 10 kilometrov, koliko do konca je že zaostala, pa mislim, da jih je spet ujela, ali kako je bilo. Tako da, ja, tam je bilo malo tako, vse so čakale, da bo ta ona dveke. Zanimivo je, da vsem ta, ne, jaz sem že rekel, ta Paris-Roubaix zmaga posameznik, ne, da en sam, da ni šprint, se pravi, da se da nekje pobegant, pa nekje razvit več neke vate in to je vedno nekje okoli tistih 20-30 km do konca, zato pa tudi pravim, da tudi Pogačar to lahko zmaga, no, če to na ta prav način spele pa naredi, pa jasno, ne smemo zmanjkati moči. Ja, pismo. Jaz, če bi zdaj dal kaj noter, kjero bo težji dubu Milan-San Remo ali Paris-Roubaix, po moje, da Paris-Roubaix težji dubu, kakor pa Milan-San Remo. Pišu, ja, jaz mislim, da je to kar tam. Pa v obedvih se mu more ful stvari poklopati, pa v ta pravem času vse zadeve speljati. Ne vem, jaz bi pa prej rekla, da bo pa lažji Paris-Roubaix dubo. Ja, mislim, jaz za Paris-Roubaix bolj iz tega vidika, ker je polhanje lahko tehničnih težav. Ja, dobro se pravim, jaz samo govorim o vseh teh poklopih, ne, če se ti vse poklopa, vse pride tako, kakor je treba, da je vse v redu. Ne vem, no, meni je bilo zanimivo, sploh je bilo zanimivo, je bilo tudi to opazovati, ker je bila, se mi zdi zelo že 70 km v bistvu pred koncem je bila že dirka zanimiva, ne. Že 100 km. Se je res dogajalo, ja, mislim, da je to že 100, ja, in se je res dogajalo, skozi in to spet on je naredil, ne, tam, kjer je on, se začnejo delati, je res bila dirka smešna, res taka igriva, lušen je bilo zagledati, napeta, ni bilo nekaj dolgočasnega, ker pri San Remo vsem čakamo tist Poggio in to je to, ne, in pa še manj v bistvu, če tako gledaš, dejansko smo zdaj se že nekako sam še na ta Poggio osredotočali, sploh že. Ne, še bilo že na Cipresa. Pa se Cipresa tudi, ja, ampak se ni Cipresa, koliko je do konca, 20 ali te se ne. Ne, Cipresa prideš do konca je še tik malo pod 40, mislim, 36. No, kle je bilo kar, no. Ja. Moram reči, da je bilo kar zanimivo teh 100 km. Meni je bilo ful dobro gledati, no, res. Ne, se je, mislim. Od vseh dirk, kakor smo Flandrijo pričakovali, vedno bil v Paris-Roubaix pa še na Saint-Étienne. Ja. Tako, Paris-Roubaix itak je pač noro. Tako da, ne, mislil sem glih kle pri telih pestah, ki so jih furali pri Vizmi, ne bi prišlo to 1300 evrov cirka. Ne vem, a ti tako vidiš nek potencial pri kakšnih takih stvarih, ki so dobre, mogoče samo za profije, za enkrat na let, drugače pa jaz, a vidiš, zakaj bi to kdo uporabljal? Ne. Mogoče na gravel kolesu, da ka greš si na cesti, da pritisneš, imaš malo več, pa greš pa na makadam, si pa spustiš. To bi bilo edino na gravelu, bi bilo to mogoče za uporaben, ali pa tudi na gorcih, a ne v končni fazi. Tam bi to ne, mogoče... mislim, za cesto govorim, ne? Za samo cesto pa ne vidim neki kle, mislim, jaz si to pač, ne vem, ne verjamem, da bi, zakaj bi imel na cesti neki, če si sam na cesti, da si samo na asfaltu, zakaj bi imel tako, ne, to je edin za uporabati, ja, za nek tak teren. Nek čuden produkt. Ja, ker drugače res nimaš, kaj boš, če si na asfaltu, si na, ne vem, 5 barih in čau, gremo. Ja. Dobar, gre zdaj kar na Amstel Gold Race. Jaz sem si zapisal, kjeri so te, ki jih jaz imam, rečemo za nek ožji krog, se pravi, poleg Pogačarja še Pidcock, Van Aert, Matthews, Evenepoel pa Healy, ki je zdaj tudi Remko dober odpel. Ja. A je to zdaj prva njegova? Ja. Tako da pol sem si zapisal, koliko je klančko, a uganaš, koliko je teh kategoriziranih mejhnih vzponov. Ali jih je veliko ali malo? Je veliko. Aha, ne vem, 25.
34. Uf. Tako Dobro, je. se neki se. Žagica. Ja, In je... to, Tako da to po moje... to zdaj upam, da se bo, a to je zdaj za vikend. Ja. A te dirke so na 3 dni ali kako so neki, a ne, niso po en teden razlike. Mislim, med da njimi. je zdaj v soboto ali v nedeljo, pol je Flash Valon je ponovadi ob sredah, če se ne motim, Ja, pol je pol pa spet za še vikend, ne. Lež-Bastogne, še pa pol. Ne vem, jaz si sploh ne znam predstavljati, da si ti po eni taki dirki toliko pečen, kot je bil zdaj le Pogačar recimo na Rubjeju, in da se potem v enem tednu toliko zregeneriraš in si spet sposoben še enkrat spet nekaj tazga tako odpeljati. Ne. Jaz si to sploh ne znam predstavljati, kako to narediš in kaj počneš in ne vem. Ja. In tako, če bi bila en laik, bi rekla, pa se to itak nemogoče, ne? Da boš kar čez en teden spet lahko vozil pa zmagal, najverjetneje, da živejo, kaj delajo. Tako, da... To sem poslušal, mislim, da je Mats Pedersen, da je glih rekel, da so šli teden pred Flandrijo, da so imeli zdaj čisti proces do Rubeja in mislim, da so imeli 2 dni v tednu, da so imeli čist pauze od kolesa. Pol so imeli ta recon, tako da mislim, da je imel sam en orang trening v tednu do dirke. Ne? Ja, sej to sigurno, ne. Sej tudi... Ne, se to bolj tako govorim. Ne, se vem, da oni imajo, pa imajo, ja, pa rekreativci, vem, pa imajo masaže, pa Ja. jasno spijo, Bog si ga vedi, v čemu noter, s čem na glav, pa tako in je to sigurno drugače. A boš kar vzel? Da mi dva lahko posnamemo do konca. Hvala. Ja, no, tako da vse, kar sem jaz gledal, je bilo, ker bo tole kar zanimivo, pa po moje se bo spet začel dogajati že dosti pred ciljem, se naučis na koncu. Ja, se pravim, jaz to, kukar bo spočit, kukar se bo zregeneriral, ne. Ne vem, jaz, če ga njega poznamo, pa bomo rekli, da 100 km se vozil sam že, a ne, če pa, ne, verjetno gre pa tukaj bolj na počutje, no, če je toliko teh klančkov gor dol, ima on verjetno velik šans se slejka prej odpeljati, ne. Je, ko po moje, mislim, ne Vse verjamem. kle gre za čisto kalkulacijo, pol veš številke, veš, toliko se peleš, toliko klancev prej lahko začnem toliko tišati in on tiste svoje maksimume da in zdaj spet druge zmuč zraven in se to je njegova klasična zdaj, ampak v bistvu proti temu nobeden nič ne more, če tako gledaš. Ne? Ti lahko pogruntaš nek sistem ene košarkaške ekipe, kako igra, pa jih lahko v bistvu presenetaš sistem ti njih na kontro. Ne? Tukaj njega ne moreš nič presenetati. Ne? To je ena taka zelo zanimiva Ne stvar. se bolj gledam iz vidika, veš, kjeri kolesarico še gleka težko verjamem, da hoče glih priti v cilj z ne vem, Van Aertom pa Matthewsom, ki sta orang močna tudi pol v čeprav šprintu, letos ne. sploh ne vem, kje je Matthews, kaj se z Matthewsom kaj dogaja, ali kaj se mogoče sam, ki ga ni bilo nikjer še videti, kaj dost, ne. Van Aertu vidimo, da ima pač kar malo nesreče v bistvu. Mislim, da tale 4. mesto mu bo že malo počasi značenjati za Sam je ful zanimiv, kukor da more priti na un nivo, da vsi začnejo trpeti, pol je on lahko nekje tam z njimi. Dokler so pa oni začetni, ne, ker rečemo, da so še vsi, da ima rečemo prvi šprint kaj tazga, je pa on kukor, da nima te moči, da bi lahko dal unih 110% od sebe. Ali ne. pa to, da je pogruntil, da bo itak točno ve, da bo še vse tokrat šlo, pa se špara, ne vem, mogoče pa to pogruntil, da bo Pa itak... ne moreš to pogruntati, včeraj na Rubeju se je vozil tam, skozi je bil 20 metrov za zavetrjem. Ja, pa ne sem vem, bil kar pa tako. lovil jih nazaj, ja, ne vem. Je pa res, da ja, včasih izgleda tako, da je že kar crknil, pa se pa kar nazaj vrne in se kar pele in še tam je probil do konca še en pobeg nekaj narediti, no, ampak dobro. Ker na Flandriji isto, ne? Je bil že ja, isto, pa še kar pol, še kar en skok izvede, ne. Je pa res, da pol v šprintu je pa prazen, ne, ga pa vidiš, da ne more, ne, niti ne probava ven odpeljati. Pedersen je toliko močnejši, da pač kle je, ja, po moje je bil sam pač Pedersen je res, letos je res močen. Pač tako. Vse on je močen na teh klasikah že skosane. V bistvu ja, se vidi, da mislim, ne vem, meni je bil, kukor sem ga gledal, pa kako je vozil tudi pol, ki je bil v skupini zadnji, ne. Meni se je zdel vidno močnejši od unih. drugačno. Mi je zelo simpatičen kolesar,
In sem tudi včeraj pol v tem šprintu, kar za njega navijala še pol, tako da je bil ta šprint in sem si kar nekako... Pač ja, vedno si izbereš nekoga, no, sej mogoče kdo drugo. Kaj pa tale bidon, to pa nisva. Oh my god, to. Jaz bi... to. To, ne vem, poln bidon vrgu, ali kaj. Ja, pa je, da je pač... ker se mu videl, da mu je... Van der Poel je rekel, da mu je poln bidon padel, ker če je prazen, čutiš, a veš, da je... On je pa rekel, da mu je prav poln bidon. Kot da mu je en kamen nabol, ne. Pa si ga videl, kaj je premikal obraz, ne, kaj je čutil, da ga... Mislim, Jezus, mislim, da si pa res tok cepac, mislim, pa kva ti ni jasen, pa daj... Pol se je ta, pač Van der Poel je pol povedal, da je treba neke legal actions vzeta, ne? Ne, se on je tožil ga bo. Pač tožbo je oddal proti njemu. Sam javil policiji. Vse prav. Ta, kaj je vrgel to? Sej boš, da se je javil, ga bi tak najdel. Kaj je mogel narediti, da, mislim, sploh ne vem, kaj ti gre po glavi, da... Ja, itak se je mogel javiti, ker če ne bi ga itak najdel po posnetkih, bi ga najdel in pa bi mogoče bo zdaj lahko malo se upravičval, pa bo malo bolj omiljeno kazen. Definitivno bo dubo kazen, ker to gre pa za napad, če tako gledaš, sigurno bo. V bistvu piše, da je Van der Poel sprožil že tožbo proti njemu, a ne? Tako da se je pravilno, mislim, ker to se more delati, ne da zdaj rekel, kva zdaj Van der Poel misel, ne, prav je, ne se kaznuje, zato da se bojo ljudje malo zamislili, ne moreš metati stvari v nekoga, nobenih stvari, ničesar, nima veze kaj, ničesar ne moreš, ne polivati, ne pluvati, ne vem, vse smo ljudje, sej nismo ne vem kvano. Ja. Ne, res, jaz sem bila čisto šokirana. Fora je, da ko sem jaz prvič videl posnetek, se mi zdi, da samo dekonika so bidoni že prej ven leteli. Prav ven iz košarc so jima padali. Jaz sem videl ene par, da jih je padal ven in sem tako, ko tem skozi padajo ven bidoni in še moji tako govorim zraven, ja, veš, to je pa zaradi tega, ker tok trese, bidon gre ven. Aha, da jim je ven padel iz kolesa. In kaj ta... Sem spet, pa kako jim spet pade ven bidon. In pa zavrtijo posnetek nazaj in je preletel iz tega, sploh nisem videl najprej. Jaz sem kar... Ko je bilo pa tako uno, prav takoj, pa prav mislil, če en mu je neki vrgel v glavo, ne, in valjda, ja, mislim. Bil je pa odvizme bidon, če sem jaz prav videla. Ampak se nima veze, od koga je bil bidon. Pač. Ma nek rumen bidon. Ja, rumen, tak meni je deloval, no, ampak se nima veze. Pač ti imaš protvizmi, ja. Zikar je me zih odvizme. Ja, vse čist možno, ne, mislim, ne vem, oni se tako malo psi skup. Tako da, ja. Ne, to je bilo pa res grozljiv, mislim, jaz ne vem. Dajte še vi povedati, kva vi mislite. Mene je bilo to v bistvu največji šok. To bolj, ko vse ostalo, še hujš. Še hujš, kako je Pogačar padel, to mi je bilo še hujš. Ja. Kva ima pa Valonsko puščico, pa isto verjetno isti vozijo. Ja, to bo šla pol že prav zanima me, kaj bo z Remkotom, to mene zanima. Ja, sej bo videla zdaj čez vikend Amstel Gold, pa bo pa komentirala naslednji teden Flash Valon, pa Leš Bastrneš. Zdaj za ta teden kaže ful slab vreme, a ne. Če bo dež, rund ne bo, sicer jaz moram še danes objaviti za rundo, da je, ampak mislim načeloma, če je dež, runde ni tako, da navte hodili na rundo. Upam pa, da bo v soboto vsaj lep vreme, pa zdaj sicer četrtek mogoče, no ne, bo ratalo ne bo, ampak za jutr skoraj siguren kaže res dež. Soboto, če bo pa lep vreme, pa je en velo izlet. V planu sem imela glih to, mogoče rakitno pa Cerknca dol, tega ponovadi tudi naredimo zelo na hiter na začetku sezone, tudi nima veliko višincev, je ta rakitna in pa se lepo pelamo skupaj nazaj v Cerknci na kavico in tudi če nas bo veliko, tako kot smo rekli, bomo tudi na izletih se razbijamo v te skupine, tako kot smo blizanč, pa se vozimo na teh 200 metrov razdalje skupaj. Mogoče, da se pa naredi iz te kave, potem nazaj po vratek, se pa tudi lahko razvrstimo v ene dve skupine po jakosti, pa se pač hitrejša skupina, da se prej vrne, da se ne čaka mogoče čisto vseh, pa gremo počasnejši, lepo malo bolj počas od zadaj. Tako da, to. Ok. Tisti, ki vas zanimajo štele hlače Asset Air, te, ki imajo napis Let's Ride čez rit, sem naročil zdaj še large pa medium še velikosti, ki jih je že skoraj zmanjkalo, oboje ste samo še po 1 oziroma 2 kosa, tako da tisti, ki hočete sprobati top hlače, pejte na proofcycling.com pa si kaj lepega kupite. Lahko pridete pa še na Ziherlovo 10, pa
gremo čez vse, kaj vas zanima in to je to. Za Rabljana, za test koles, če koga zanimajo niž bajki, naj pride, so zastonj testi, lahko pridete s svojim kolesom, se vam sam premontira pedala, sedeš, se zapeljete urca 2 in je to, pa zdaj se tudi ugodno prodajajo kot frame set only, tako da če koga zanima, naj piše. To je to. Ja, in ko prijete na Ziharlovo 10, lahko prijete v Velobar in mi nimamo nič v akciji, pač spijete 2 kave in pospijete 3 in plačate 3, tako da pri nas kar želite, dobite, imamo pivo, vse, ampak v akciji ni pa ničesar, ampak vse je pa dobro. Evo, to je to, do naslednjič, uživite, čau. Čau.